nekaj časa me je sestra prosila, če bi kaj povedala o svoji samskosti, o tem, kako sem jo doživljala, kako sem jo živela. In sem rekla, ja, ni problema, lahko. Pa je pa rekla, no, sam drugačen naslov prispevka bi bil, da nisi nikoli sam. To sem mogla pa kar mečkam zadihati, mečkam premisliti, zaradi tega, ker obdobje samskosti med 20 in 30 letom, ko sem ga jaz živela, je bilo zame kar precej težko. Namreč to je čas, ko se je večina prijateljic poročila, ko je večina pač spoznala svojega življenjskega sopotnika, ko so se kar naenkrat pogovori, ko smo se prej dobivali na pijačah, pa to začeli spreminjati, začeli vrteti okrog otrok, ki so jih začeli dobivati. Jaz sem pa, se mi zdi, ostajala skozi na eni in isti točki. Jaz sem bila na drugi življenjski poti, kakor so bili drugi, kakor so bili te moji prijatelji, ki smo bili prej skupaj na faksu, ki smo bili prej skupaj v srednji šoli ali pa celo v osnovni šoli. In se mi je zdelo, da zaostajam za njimi, se mi je zdelo, da ne vem, da jih ne dohajam, da meni pa nekaj zelo, zelo močno manjka. In so bili trenutki, ko sem bila na kakšnih porokah, so bili trenutki, ko sem bila, ne vem, v Dravljah pri Sveti maši, obkrožena z mladimi družinami. So bili trenutki, ko smo v nedeljo odhajali domov iz družinskega srečanja, pa sem gledala mlajšo sestro, kako se poka v avto s poln otroki, pa mlajšega brata. Jaz sem se mogla povsej sama v avto pa odpeljati v stanovanje v Ljubljano. In to so bili zame zelo, zelo težki trenutki. Ko sem gledala nazaj, malo zapise dnevniške, je bilo res veliko enega spraševanja, pa zakaj moram biti glih jaz samska, če pa vse čutim tako veliko željo po tem, da bi rada imela moža, da bi rada imela družino. In tako me je spreletela, ko me je sestra prosila za tole pričevanje, da v vseh teh letih sem vedno znova komunicirala ali pa se pogovarjala z Bogom. V teh dnevniških zapisih je bilo, vedno sem njega spraševala, pa Bog, zakaj sem samska, pa Bog, vem, da imaš ti zame pot, pa Bog, kako naj to prebrodam. Vedno sem njega vključevala v te pogovore. In to mi daje eno tako zavedanje, da res v tem času, ki je bil zame težek, nisem bila sama. Seveda nisem vedno čutila zraven Boga. Nisem vedno čutila tega, da nisem sama. Ampak, ker pač v teh težkih trenutkih, ob teh, ko sem se, ne vem, na enem WC-ju jokala na poroki, zakaj lih jaz moram biti sama, pa nimam s kom zaplesati, pač ni bilo tega, čutim Bog, da si zdajle z mano. Bilo je pa v vseh teh letih eno tako temeljno, razumsko tudi zavedanje, da nisem sama. In tudi potem, ko se je počasi začel tako razpletati, pa ko sem počasi začela spoznavati tudi sedanjega moža, se mi zdi, da mi je tudi vedno Bog dajal eno tako potrditev, da je z mano, ker se mi zdi, da midva, jaz ali pa Janča, naj pogledam, kakšna sva človeka, ne bi drugače prišla skupaj, če ne bi imel Bog prstov vmes. Pa tako se mi zdi tudi pomembno eno tako zavedanje, da ko sem iskala svojo pot, sem se spraševala tudi, a je moja pot mogoče redovništvo, a je moja pot mogoče samskost, a je moja pot družinsko življenje oziroma zakonsko življenje. In se mi zdi, da Bog ne bi vame položil take močne želje po družini, če ne bi imel tudi načrta, da to spele. In takrat, ko so bili taki težki trenutki ali pa ko sem bila sama pred sabo in pred Bogom, sem si vedno rekla, lej Bog, vem, da si ti vame položil to željo in vem, da imaš tudi načrt, čeprav se meni zdi, da bi zdaj ga pa že lahko izpeljal pri 27 ali pa mogoče pri 29 ali pa pri 30, pa ga še ni. Tako da je bilo vedno v meni eno prepričanje, da Bog bo že izpeljal ta načrt. Tako da zdaj, ko gledam nazaj, se mi zdi, da je bila to zame ena taka šola, da sem majčkeno spuščala kontrolo in se učila predvsem zaupanja. In res se mi zdi, da tako tudi zdaj, ko sva v zakonu skupaj z možem, ko imava hčerko, je od takrat, od teh let v meni eno tako zaupanje, da res nikoli nisem sama. Ni bil nikoli sam Jan zares, nisem jaz sama, niti najina hčerka Ronja ne bo nikoli sama. In to tako želim predati naprej, želiva predati naprej, da ima Boga, na katerega se lahko vedno obrne. Tako da jaz sem prepričana, da nikoli nismo sami.